Dober dan. Jaz vas v imenu Splošne bolnišnice Izola vse najprej lepo pozdravljam. Žal danes ne bomo govorili o veselih dosežkih, ki smo se jih večkrat veselili, ampak o nesrečnem dogodku, ki se je zgodil v naši bolnišnici, in sicer stvar 3 smrtnih žrtev in eno težkega ranjenega, ki je zelo močno vplivalo na naše delovanje, ma ne samo na delovanje, tudi na naš pogled do zdravstva, do našega dela in vsega ostalega. Jaz bi tukaj iskreno žalje rad oziroma izrekel družini in vsem svojcem in znancem našega doktorja, pokojnega Martineza, kakor tudi vsem svojcem znancem pokojnega policaja, kakor tudi izrekel vse najboljše oziroma vse želje po čim prejšnjem okrevanju še trenutno ranjenega, težko ranjenega policista, ki se zdravi v Ljubljani. Jaz se zahvaljujem ministrici, ki se je odzvala na naše vabilo, da se udeleži današnje novinarske konference, ker bi lahko bo predstavila še pogled ministrstva na ta tragični dogodek. Jaz se oproščam vsem, ko nismo včeraj sporočali detaljne novice, saj nas je zgodba tako zelo pretresla in smo imeli toliko dela, da je najmanj, kar je bilo, smo razmišljali o temu, kako sporočiti javnosti, in menim, da so policisti dovolj jasno predstavili zadevo. Tukaj bi še rad izrazil zahvalo vsem našim zaposlenim, ki so svojo nesebično pomočjo naredili vse, kaj je potrebno, pa še na 2 metra več, ki so potrebna za to, da bi zadevo kar najboljše rešili oziroma da bi ohranili kakšno življenje. In seveda se opravičil vsem pacientom za ta neljubi dogodek in eventualne posledice na področju urologije, ki bodo doletele naše paciente. Z mano je tako poleg ministrice Milojke Kolar še strokovni direktor Felice Žiža, kakor tudi predstojnik kirurškega oddelka, asistent dr. Mladen Gasparini, in seveda še naš dr. Peter Golob, predstojnik urgence. Jaz bi prosil najprej doktorja Mladena, Gasparini Mladena, da poda kratko izjavo o temu, kaj se je včeraj dogajalo, saj je bil on prisoten tudi v operacijskih sobah in mislim, da vam bo dal lahko detaljne informacije. Vi pa preden podamo se izjave, bi pa na koncu potem bilo možnost še za dodatna vprašanja, ko odpravimo si pogovore. Izvolite, doktor. Možno, da bi se te izjave pod mikrofonem da se presedete. Ja, ni problem. Se bom jaz ministrica že presedel. Hvala lepa, gospod direktor. Najbrž si predstavljate z kakšnim cmokom v grlu, pravzaprav se postavljam tukaj pred vas, seveda. Včeraj smo izgubili izvrstnega kolega, urologa, mladega, polnega ambicij, ki si je svojo življenjsko in strokovno pot nekako zamislil v naši bolnišnici. Tako da mi še vedno pretreseni skoraj z nejevero, pravzaprav gledamo na včerajšnji dogodek in danes zjutraj seveda vzdušje na kirurgiji je bilo
mu reče. Zdaj, skušali smo nekako rekonstruirati tudi dogodke in seveda iz raznih fragmentov, različnih očividcev, različnih informacij, nekako stkali zgodbo, ki ta trenutek izgleda tako pač, da je šlo za bolnika, ki je bil pač zdravnik, ki je bil bolnik dr. Martineza in pregledali smo tudi dokumentacijo, videli, da je bil korektno voden, da so bili vsi postopki v zvezi z njegovo boleznjo vodeni korektno in seveda dr. Martinez je veljal za izjemno kompetentnega zdravnika, tak zdravnik, ki se je vzel vedno čas za bolnike, jih povabil v prostor, se pogovoril z njim, razložil bolezen in seveda tudi potek zdravljenja in predlagal možne rešitve, tako da verjamem, da je bilo tako tudi v tem primeru. Ta dotični pacient je dr. Martineza iskal po nekaterih nepreverjenih informacijah morda že dan prej in se zanimal, kdaj dela, kdaj pride, kje dela in seveda, ko ga je našel, sta se usedla na klop. Dr. Martinez je očitno mislil, da mu mora še nekaj povedati, morda objasniti, tako da si je vzel čas za njega tudi v tem trenutku, na kar so seveda bili sproženi streli, ki so bili kasneje se ugotovilo usodni za dr. Martineza. Na tej poti se je znašel tudi policist, ki je bil slučajno v bolnišnici in je prišel pač po neko dokumentacijo v zvezi z nekim čisto drugim poškodovancem in se je znašel na tem strelskem pohodu tega bolnika in ga je seveda tudi njega potem v prostorih urgence oziroma tik pred pokončal s streli in na to potem, ko ste zvedeli, zapustil bolnišnico, tam še izstrelil nekaj strelov in na kar je bil potem še strelski obračun zunaj bolnišnice, kjer je še bil ranjen en policist in pa seveda v tem strelskem obračunu tudi ubit ta dotični bolnik. No, takoj so pritekle reanimacijske ekipe, seveda bili so 3 hudo poškodovani, od tega se je ugotovilo že kmalu, da policistu ni več pomoči in da so bile poškodbe prehude, da bi se jih dalo kakorkoli skrbeti. Dr. Martineza tudi, ki je seveda bil v težkem stanju, se je takoj premestilo v operacijsko dvorano, prav tako kot ranjenega policista izpred bolnišnice. Vse možne ekipe, ki smo jih imeli na razpolago v bolnišnico, so pač pritekle na pomoč so pritekle tudi ekipe iz Medikorja, tako da seveda tudi kardiokirurg iz ustanove, ki izvaja kardiokirurške posege v naši inštituciji, se je priključil operaciji in hkrati smo še tudi prosili profesor Klokočovnika, ki je s helikopterjem prišel iz Ljubljane in potem seveda so odločal in tudi so pomagal, so operiral pri dr. Martinezu in seveda tudi so odločal v naslednjih postopkih pri ranjenemu policisti, ki je bil v drugi operacijski dvorani in za katerega smo se dogovorili, da bi bil transportiran v Ljubljano, saj je bilo njegovo stanje stabilno, za razliko dr. Martineza, ki seveda se je boril z življenjem in kjer je prišlo seveda večkrat med samo operacijo do zastoja. Tako da je seveda kljub vsem možnim naporom in ekipam in razpoložljivemu tako kadrovskemu kot materialnemu potencialu, ki smo ga imeli na razpolago, se je pač ta boj iztekel pač smrti v prid in seveda smo izgubili boj za življenje. Izgubili smo seveda marsikaj več. Zadnje ves čas izgubljamo tudi neko partnerstvo. Tega se treba zavedati. Mi smo izgubili kolega, vi ste in mi vsi smo izgubili urologa, se pravi danes, jutri, kadar bo nekdo iskal neko storitev, pa danes bo urolog, jutri bo nefrolog, pojutrišnji bo drug zdravnik, te storitve ne bo dobil. Vztrajati na neki taki situaciji, kjer se postavlja hude bariere med zdravnike, med zdravstvene inštitucije in ljudi, je zelo nevarno. Ker v končni fazi plačujemo mi lahko svoje življenje, vendar na končni fazi bojo to plačali ljudje, vi boste plačali zdravljenjem, vaši najbližji bojo plačali zdravljenjem, ker danes je obala ostala brez 50%, da ne rečem 80% urologa. Za te ljudi ne bo prostora v drugih bolnišnicah, vse bojo skrbljeni, mi se dogovarjamo ves čas z drugimi inštitucijami, danes smo bili v stiku z predsednikom urološke sekcije, kontaktirali smo veliko urologov, vendar mi moramo ponovno spostaviti partnerstvo
zdravniki, medicinski kader, pacienti, vsi skupaj, noben od nas si ne želi iti v ambulanto s strahom, kaj se bo zgodilo z naslednjim pacientom, ali bom prišel ven iz te ambulante še živ ali ne. Naši kirurgi, naši zdravniki so zdaj v nekem krču in ta krč ne bo rojeval neke kvalitete. Pojavlja se bo skrajno defenzivna medicina, kjer se bomo mi skrajno potegali nazaj in skušali zaščititi, bi rekel, svojo integriteto. In od tega bo velika zguba za paciente. Zato apeliram danes, ko je pač na voljo tak medijski prostor, da si sežimo v roke, da poskušamo razumeti, da na eni strani zdravniki ponujamo zdravje vsem in noben za namenom ne gre in dela škodo pacientom. Da noben ne skrbi za to, da so, ne vem, pacienti nepregledani ali da se mogoče kakšen izvid založil ali da se mogoče v kakšni ambulanti čaka dlje, kot bi se radi. In verjamem, da tudi na ministrstvu jim ni interes, da so čakalne dobe najdaljše. Ampak če bomo stali na bregovih in na eni strani seveda skušali samo negativno pisati o negativnih dogodkih v zdravstvu, kot je tudi seveda ta, ki je samo ekskalacija neke agresivnosti, ki se pojavlja vsakodnevno, o tem se pogovarjamo. To je seveda samo konec neke zgodbe, ki se začne od tistega, da je pacient silno zadovoljen in prijetno in zadovoljen z oskrbo, do tega, da je nezadovoljen, do tega, da je agresiven, do tega, da je verbalno agresiven, do tega, da je fizično agresiven, kot smo videli. Tako da v tej eskalaciji treba postaviti mejo, kjer bo bil pacient svoje odgovornosti, kjer bo partner skupaj z zdravnikom, da skupaj poiščemo tisto, kar je seveda za vse najpomembnejše. In za nas je zdravje vas, ker ne gre za neke imaginarne paciente, ne gre za neke imaginarne bolezni, gre za bolezni, ki so tukaj med nami, ne nazadnje vsak 20 tukaj ima raka, za katerega še ne ve, in vsak bo potreboval neko zdravniško pomoč. Tako da tukaj seveda kazati s prstom na tega, onega, četrtega, seveda ne pridemo nikamor. Potrebno je vzpostaviti partnerstvo, ki je bilo včeraj ponovno skrhano. Ponovno se je postavilo neka reka na eni strani med pacienti, ki seveda vse bolj zahtevajo stvaritve upravičeno, vendar se treba postaviti tudi vprašanje seveda, katere pravice lahko pripadajo tem pacientom, kaj lahko nudimo in če smo pripravljeni seveda za tisto, kar je več, tudi narediti več. Tako da jaz tukaj seveda ne bi rad, da zdaj ta tragični dogodek spravimo in da to seveda simbolizira vse, kar je v zdravstvu narobe. Vendar ponavljam, da seveda stvari sublimirajo v najbolj tragični obliki, kot se je izkazalo včeraj. In seveda opisovati včerajšnji dogodek kot izoliran, saj gre verjetno za nek eksces, neke bolne pameti, ki je seveda iz svojih motivov, ki jih ne bomo nikoli razumeli, naredila to, kar je naredila. Vendar, če hočemo spet preprečiti, da se take stvari tudi v milejši obliki dogajajo, se treba ponovno postaviti celotno partnerstvo med zdravniki, med sestrami, med vsemi tisti, ki delajo v zdravstvu in seveda med uporabniki. In tukaj gre za to, da drugega spoštujemo, da cenimo, da seveda se začne ceniti delo, ki se dela znotraj teh zdravstvenih zavodov, velikokrat na meji zmogljivosti. Če si predstavljate, da sta dva urologa, dr. Martinez je včeraj pogledal 60 pacientov v ambulanti, se pravi 60 pacientov, pa si je kljub temu vzel čas za to, da je svojemu, takrat še ni vedel, morilcu razložil oziroma si je vzel čas še za njega. Zdaj pomislite, kakšen paradoks v bistvu to pelje. Tako da seveda tukaj je rešitev lahko, da rečemo, da je to nek eksces in pozabimo, vendar dajmo to izkoristiti za celotno državo kot nek način, da se začnemo pogovarjati o stvareh, ki so skupne vrednote in o ciljih, ki so nam skupni. Hvala lepa. Hvala, dr. Gasparini. Prvi, ki je pristopil na pomoč in prvi, ki je šel v akcijo, je bil naš vodja oddelka oziroma vodja urgence, asistent dr. Peter Golob, in bi prosil, da pove par tistih zadev, ki verjetno naše novinarje zanimajo, pa bi prosil, če bo prostopko. Nisem bil čisto prvi, bil sem eden med prvimi, tako da reanimacijski sistem deluje in tudi ljudje, ker je veliko zdravstvenega osebja na samem tudi hodnikih bolnišnice, je takoj, ko je videlo, kaj se je zgodilo,
in kljub še streljanju začelo se približevati in poskušati nuditi pomoč, ki je potem tudi z reanimacijsko ekipo, tako da kar se je dalo že takoj storiti, smo postorili, so bile pa v bistvu poškodbe tako hude, da je bilo jasno, da na samem licu mesta nima smisla vztrajati in je treba takoj v operacijsko dvorano, ker so bile tudi nemožnosti, da izvlečemo dober izid. Tako da v nadaljevanju je pač z jačanjem ekip, ki so bile dodatno poklicane, bile so takrat informacije, da so še 2 poškodovana, smo pač dosegli takšen nivo, da smo lahko pač naredili tisto, kar se je dalo ob teh poškodbah narediti, da bi lahko ohranili življenje in čim boljše funkcije za poškodovane. Tako da mislim, da večina tega je bilo že povedanega. Žal so bile za našega kolega poškodbe tako hude, predvsem poškodbe glave, ki niso dopuščale, da bi to bitko lahko dobil. Tako da je to verjetno priložnost, da se zahvaliti vsem, ki so kljub temu, da mogoče se je še streljanje dogajalo, bolj videli poškodovance, ki mu treba nuditi pomoč, kot to, da se še vedno strelja. Je pa res, da verjetno takih dogodkov nismo vajeni in da tudi varnostno na to nismo pripravljeni in da je ta instinkt, ki je pri zdravstvenem delavcu, da priskoči nekomu na pomoč, očitno še vedno močnejši kot instinkt, da bo ohranil lastno glavo. Jaz mislim, da je to eno sporočilo, ki ga morajo naši pacienti razumeti, posebej, kadar gre za razne zgodbe o tem, kako smo sebični in kako mogoče skrbimo bolj zase in za svoje denarnice kot za kaj drugega, ampak vedite, da je kljub temu, da se strelja, da so šli ljudje pogledati, kaj se dogaja, so tekli tja, ob tem, da je bilo še naprej streljanje in so pomagali človeku, ki je ležal na tleh. Tako da, se pravim, varnostno nismo pripravljeni in ta instinkt pomagati še vedno večji kot instinkt rešiti svojo glavo. Ne vem, če še kaj pametnega. Hvala, doktor. Jaz bi ta dogodek, ki je pustil zelo velike posledice oziroma naši občutki v tej bolnišnici, posebno zdravstvenega osebja, so taki zelo mešani. Mislim, da je najbolj, da naš strokovni direktor pove par misli, ki so potrebne, da bo bolj opisal, v kakšnem stanju duha smo v tem trenutku. Tako da prosim, doktor Žižo, Felipe, da pove par besed okrog tega. Dobar dan, lep pozdrav vsem. No, jaz sem tako definiral, tako kot se je že bilo povedano pred mano, včeraj se je zgodil tragičen, nepredvidljiv dogodek, ki nas je stresel vse. Jaz še danes ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Imeli smo že včeraj sestanke med operacijo, tudi takoj po operaciji in danes zjutraj. Predtem bi se želel, tako kot dr. Gasperin in dr. Golob, zahvaliti kot prvo dr. Križaju, ker je prvi nastopil, koliko vem, na to je dr. Golob. Na to je dr. Gasperini prišel operacijsko, klicali smo dr. Špana, kardiokirurga, ki je zaposlen na Medikorju, tudi njemu se zahvalim javno in uradno. Profesorju Klokočovniku se želimo zahvaliti, je pristopil in prišel čim prej iz Ljubljane. Tako da vsekakor je prišel nam pomagati, kljub temu, da v bistvu naši kirurgi, ki niso kardiokirurgi, dr. Gasperini, dr. Praček, so v bistvu zadevo uspeli rešiti že sami, že v prihodu dr. profesorja Klokočovnika. V operacijski v bistvu so bili vsi kirurgi, ki so zaposleni v naši bolnišnici, iz dopusta so prišli, jaz sem prišel z dopusta, dr. Gasperini, pa še marsikdo. Tako da ta občutek in pripadnost in sodelovanja in dela za poškodovance, tukaj bil zdravnik in bil policist, je ne manjka in to je ta pristop, ki v bistvu naša služba ga ima vedno. To hočem reči, zdravnikov v Sloveniji vemo, da jih je malo, je ogromno pomanjkanja, 30 do 40% so une šifre, ki se govorijo v zadnjih letih. Kljub temu, da je veliko pomanjkanja, ostali zdravniki se trudijo in delajo, kljub temu, da so na dopustu, po dežurstvu, utrujeni, prihajajo, pomagajo in naredijo vse, kar pacienti potrebujejo.
In tukaj je verjetno tudi velik problem, ki se ga rešuje že 10 let. Pacient seveda ima velike pravice, danes se zaveda vseh pravic, kar ima, in je pravilno, tako kot je rekel tudi dr. Gasperini, da se absolutno maksimalno da za vsakega pacienta. Pacienti danes imajo pravice, nimajo pa dolžnosti v Sloveniji. Tukaj se pogovarjamo tudi z ministrstvom že nekaj časa, kako urediti zadevo, ker glede na pomanjkanja zdravniškega kadra težko bomo nadaljevali z tem, kar je dr. Gasperini poudaril, manjka partnerstvo med zdravniki in pacienti in manjka predvsem zdravnikov. In manjkajo tudi normativi, da bi urejali to, kar mora biti delo v javnem sektorju urejeno. In o tem smo se tudi pogovarjali, ali je tudi možno, da ta pacient, ker verjetno je bil to edinstveni dogodek, ker upamo, da 20 let vnaprej se ne bo več zgodilo nekaj takšnega, ampak vsakodnevno se na urgenci, predvsem v urgenci, tudi v specialističnih ambulantah srečujemo z nadlegovanjem, z agresivnostjo, z strani določenih pacientov, seveda, ker čakanje v vrsti, skrb za svoje zdravje, ker seveda pacient v enem trenutku, ko je bolan, on vidi sebe, ne vidi ostale. In on želi biti oskrbljen v najboljšem, v najkrajšem času, v najboljšem možnem obstoječe možnosti, kar jih zdravstveni sistem nalaga. Tako da to je sigurno problem, to se bo treba pogovarjati od danes naprej. Dogodek, kar se je zgodil včeraj, bo v slovenskem zdravstvu sigurno pripeljalo do nekaterih sprememb. To so ene spremembe, torej način delovanja zdravstvenega sistema od normativov in standardov naprej. Drugo je pa varovanje zdravnikov, sester in oselega zdravstvenega osebja, ki dela od urgence naprej. Specialistični ambulanti in hospital. Vemo, da v tujini, seveda, ker Slovenija je bila ocenjena kot država, ki je varna, ker takšnih dogodkov je zelo malo, ampak glede globalizacije in glede tega, ker se dogaja v zadnjih letih, ne samo v Sloveniji in v Evropi, v zadnjih mesecih, vemo in smo videli in poznamo, da v Evropi kot v Ameriki imajo v bolnišnici in v urgentnih centrih seveda ljudi od policajev naprej, ki varujejo ne samo paciente, ampak predvsem personal, ker je pod vedno večjim pritiskom glede samega zdravljenja pacientov. Evo, o tem jaz mislim, da se bomo pogovarjali in o marsičemu v naslednjih dneh in v naslednjih tednih. Jaz več kot toliko mislim, da ne bi povedal. Mogoče dr. Gasperini še pove ali pa vnaprej še to, kar je že poudaril, da seveda zdaj mi ostajamo z enim samim specialistom urologom, seveda tukaj bomo imeli težave glede organiziranja ambulant, glede organiziranja oddelka in operative. Mi bomo z našimi močmi v najboljših možnih pogojih naredili vse, kar je možno, seveda, da bojo delale in ambulanti in hospital in operativni del s pomočjo, ki je z strani vseh slovenskih bolnišnic že včeraj pa danes so nam napisali, klicali in seveda so nam na razpolago, da nam pridejo v pomoč. Gledali bomo, da se bomo organizirali. Dejstvo je to, da imamo v bistvu izgubili smo enega vrednega urologa, enega zdravnika, človeka in očeta, družinskega očeta, ki je imel 2 majhna otroka. To ne bomo mogli nikoli pozabiti, ampak delamo na tem, tako da bomo našim pacientom, ki imajo urološke težave v naši regiji, gledali, da bomo nudili naše storitve naprej, kvalitetne in koliko možno čim bolj učinkovite. Hvala. Hvala. Dogodek, ki se nam je včeraj zgodil, bi se lahko zgodil v čisto vsaki slovenski bolnišnici in se zahvaljujem prav vsem, ki so nam poslali pismo podpore oziroma nas pri nas podprli in nam tudi ponudili roko pomoč pri tej zadevi. Rad bi se posebej še tukaj zahvalil Ministrstvo za zdravje, z ministrico na čelu, ki je takoj reagirala, smo jo tudi spotoma obveščali, se zanimala, nam nudila pomoč, podporo
in hvala, ker se je danes odzvala in prišla na to tiskovno konferenco. Se meni, da je ta dogodek tako izjemen in pomemben in je pogled ministrstva na to zadevo zelo pomemben. Zato, ministrica, vas prosim za besede okrog tega. Če bo ministrstva, da bo lažje govoriti. Hvala za besedo. Prav lep pozdrav tudi v imenu ministrstva in mojem imenu. Ta ekscesni dogodek me je globoko pretresel kot človeka in pa posebej še kot ministrico za zdravje, ker mi je varnost zdravstvenih delavcev, pa tudi pacientov, ena od največjih podmen našega zdravstvenega sistema. Zato sem se tudi odločila, da sem danes tukaj predvsem, da dam podporo zaposlenim, da sočustvujem z njimi ob tem tragičnem dogodku, ob izgubi odličnega njihovega kolega, mladega očeta, zdravnika. Da pa seveda po drugi strani ostro obsojam in obžalujem vsake tovrstne ekscesne dogodke. Na srečo seveda jih zdaj v Sloveniji, saj v preteklosti, kot je bilo povedano, ni bilo veliko. Je pa očitno tudi Slovenija del globalizacije širšega evropskega prostora in seveda pač takih ekscesnih dogodkov ne moremo v celoti preprečiti, ampak moramo pogledati, kaj vseeno lahko naredimo v prihodnje, da bi se seveda v maksimalni možni meri izognili ali pa zmanjšali tveganja, ki obstajajo, tako kot so zaposleni iz bolnišnice povedali, da se seveda dnevno srečujejo tudi z verbalnimi delikti, grožnjami in tako naprej. Zato sem že sklicala vsa vodstva bolnišnic, zato da pregledamo, kakšne imajo postopke, protokole o zagotavljanju standardov varnosti v bolnišnicah, da ugotovimo najprej, kaj lahko naredimo ali pa izboljšamo še na tem nivoju, ali dobro teče povezanost, komunikacija z policijo oziroma Ministrstvom za notranje zadeve, takrat, ko pride do takih groženj, kjer so seveda jih zaposleni dolžni ustrezno sporočati, in tudi zagotovilo imam strani policije, da se običajno odzovejo oziroma opravijo določene aktivnosti oziroma poizvedovanje. Druga zadeva, o kateri bomo tudi na tem sestanku predebatirali in ugotovili, kaj lahko naredimo v bodoče, ali so morebiti urgentne službe tiste najbolj izpostavljene službe v slovenskih bolnišnicah, kjer bi bilo mogoče ustrezno za prihodnost razmišljati o nekih dodatnih varnostnih ukrepih. Vemo, da se tam, bi rekla, nekako najbolj srečujejo z, da rečem, taki ali drugačnimi ekscesi, ker je tam opravka z hudo poškodovanimi ali z ljudmi, ki uživajo droge, alkoholiziranimi in tako naprej. Tretja zadeva, kjer sem že ponudila pomoč, je to, kar je dr. Gasparini rekel, da ste dejansko izgubili zdaj na Primorskem 50% urologov. Vemo, da je v Sloveniji pomanjkanje urologov, da to, kar lahko jaz kot ministrica naredim, je, tako kot smo naredili v primeru anesteziologov, patologov in še nekaterih, da poiščemo in gremo takoj ukrepe možnosti eno pomoči drugih urologov slovenskih bolnišnic, čeprav vemo, da je pomanjkanje, predvsem pa, kot rečemo,
iz drugih držav, ker bi lahko začasno ali pa tudi dolgoročno lahko nadomestili in izpopolnili manjkajoče vrste. Kot veste, ker je bilo omenjeno, so mogoče že tudi standardi, normativi pa čakalne dobe. Ne pa mogoče kar danes omenim, da že 1. septembra začne 6 slovenskih bolnišnic meriti standarde in normative in bomo zelo kmalu imeli realno sliko, kar iz plave knjižice, ki vsi veste, kaj to je. Seveda smo na ministrstvu te normative še dopolnili z določenimi drugimi indikatorji in bom rekla, to bo seveda vsekakor pripomoglo k tudi boljšemu upravljanju. In še ena zadeva je, kot je bilo omenjeno moj predhodnik, ja, vsi se zavedamo pravica, kaj vse v bistvu nam, da rečem na rekovajih, mora nuditi naš zdravstveni sistem. Mogoče bi bilo pa prav in čas, kar tudi pripravljamo v spremembi zakona o pacientovih pravicah, da pa je naloga vsakega izmed nas, prvo tudi, da sami naredimo in poskrbimo maksimalno za zdravo življenje, za svoje zdravje in pa da imamo seveda tudi do zdravstvenih ustanov določene obveznosti. Tako da bomo kot konce leta v sklopu, bi rekla, te paketne zakonodaje, mnogo tega tudi na sistemski ravni rešili in še enkrat res zahvala za požrtvovalno delo in sožalje družinam pokojnih, no in še nekaj, kar sem se tudi zavezala, da bom naredila glede na te tragične posledice, da bomo družinskim članom, torej uvedli pravice družinskim članom tako tragično preminulih zdravstvenih delavcev, predvsem tukaj mislim na otroke, da se jim zagotovi brezplačno varstvo, šolanje, določena finančna pomoč in pa tudi prednosti pri zaposlovanju. Tako da mislim, da je kar nekaj tudi konkretnih stvari, ki bi rekla nekako nam olajšale res to, ta tragičen in jaz verjamem za vse zaposlene, da so še danes verjetno v šoku in bodo dejansko ta ekscesni dogodek vsej svoji obsežnosti dojeli šele čez nekaj dni. Hvala. Hvala vsem. Zdaj na vas, če imate kakšno vprašanje, pa prosim, da naslovite, da poveste, kdo da vam odgovori, če imate kakšno vprašanje. Ni vprašanj? Ja. Izvolite. Ja, še večer, kar za ministrico. Gospod ministrica, ste lahko mogoče malo bolj konkretni, kako torej zagotoviti varnost zaposlenim v slovenskem zdravstvu. Ali tragični dogodek je res najbolj tragičen od vseh dogodkov, ampak imeli smo primer napada medicinske sestre v Istri. Pred leti je bila umorjena zobozdravnica. Ali bi se dalo mogoče namestiti detektorje kovin na vhod za obiskovalce potem po nekaterih sodiščih? To bi se fizično preprečilo namreč vnos orožja. Ne vem. Glejte, tako kot sem dejala, ja, primer zobozdravnice je bil leta 2007, zdaj se je zgodil ta ekscesni, tragični dogodek. Morate vedeti, da pravega razloga za tako dejanje tega gospoda še ni znano, te zadeve še se raziskujejo, mogoče tudi ne bo možno ali pa ne bo dano nam v bistvu razkrito, kaj so bili motivi za tako nerazsodno dejanje. Vendar je treba vedeti, da so bolnišnice, tako kot šole, odprte, tako kot je gospod Gasparini poudaril,
Saj tukaj je sožitje, tukaj mora biti zaupanje, neko skupno delo delavcev, zdravstvenih pacientov. Mi ne moramo, bi rekla, izolirati zdaj zavode, ne vem, z takimi rentgenskimi in pregledovalnimi napravami, kot je to na letališčih, a ne. Lahko pa, in o tem bo tekla tudi beseda in možnost, skupaj s policijo, skupaj z vodstvi zavodov, čemur bo namenjen ta sestanek, predvsem tistih najbolj izpostavljenih delih bolnišnic, neke dodatne ukrepe, morda varnostnika ali podobne zadeve, zaradi tega, da bi se, bi rekla, ta občutek varnosti povečal. Je pa treba povedati tudi to, ne, da je, če še niso uvesti posebne protokole in standarde varnosti, kjer pa seveda smo mi vsi dolžni, kdorkoli, če nam nekdo grozi, da to javimo pristojni službi. A ne. Včasih tudi nedolžne grožnje, a ne, imajo lahko neko drugo ozadje. A ne. In to potem seveda pač policija ustrezno odreagira in razišče. Prosim. Mislim, da je pa kolegica. Mene pa zanima, če lahko nam poveste, zakaj se v bistvu ta storilec zdravil pri usklajenem zdravniku in v bistvu kakšne še škode je utrpel ta zdravnik na terenu. Poglejte, to je vprašanje, na katerega nekako ne moram odgovoriti. To je stvar kriminalistične preiskave in vas bodo oni naknadno seznanili z temi ugotovitvami. Je pa vsekakor znano, da je bil gospod pacient našega doktorja. Naprej, prosim. Kolegica z televizije je rekla, da je imel spisek več ljudi, da ste vi kaj o tem slišali, mogoče tudi, da bi bil to res, ali to samo izmišljatina? O tej novici, o temu se krožijo govorice, vendar ze strani preiskovalcev oziroma policistov o temu ni bilo nič rečeno. Ni bilo omenjeno, da bi imel kakšenkoli spisek, na katerem bi bilo dodatno kakšna oseba. Vendar moram povedati, da preiskava je še v teku. Ko ste prišli, ste videli, da policisti še so določene metke jemali ven iz zidov. Tako da, ko bo zaključeno, verjetno bojo seznanili tako nas, kakor tudi vas zagotoviti raziskave. Mogoče še kakšno vprašanje? Prosim. Rekla ste, da ste pregledali dokumentacijo, kako ste se pač razumeli kot pacient v preteklosti, kar bo pač dokumentacija zanima. Če so kakšne zapise, da je bil že prej ta pacient, pa kakršni koli znaki, da je bil ta pacient, da je že prej nasilen oziroma skršenjeni. Ne, v sklopu tega, ne, mi včasih tudi zabeležimo, vendar je, danes smo se pogovarjali, pacient je bil pred skoraj 20, pred natančno 18 leti, ko je bil še takrat v zaporu, je bil pregledan pri nas in se nekateri še spominjajo, da je takrat, ko so ga odklenili iz lesic, tako ko smo sneli lesice, je takrat ob nekem medicinskem posegu fizično napadel svojega paznika. Tako da očitno so bili neki latentni znaki agresivnosti prisotni ves čas v njemu. Zdaj, kdo je tisti, ki naj to prepozna preventivno, je seveda težko reči. Nekateri, ki so stanovali v njegovi bližini, so pač vedeli, da je to šlo za gospoda, ki je bil neke vrste vaški posebnež, ki je pač imel vsak dan neki svoj ustaljen ritem. Vendar, da bi kdo namignil tem, da bi bile pred tem kakšne grožnje ali karkoli takega, seveda. Ne nazadnje tudi, sicer, kar sem videl včeraj po televiziji, tale fant, ki je razlagal, da je spraševal, ni govoril o kakšnem zelo agresivno ali pa razrvanem pacientu, ki ga je stal v nekem afektu ali raptusu, ampak je očitno to šlo za neko čisto tako hladnokrvno, premišljeno dejanje neke pameti, ki je mi verjetno z normalnimi razmišljanji ne moremo razumeti, se pa lahko seveda v vsaki človeškem umu očitno kaj takega zgodi in je seveda včasih nemogoče preprečiti. Še eno, če lahko Damjana Čištenšek. Prej je bilo govora o partnerstvu, skratka, prej je bilo govora o partnerstvu, kako torej je pomembno partnerstvo med zaposlenimi
Obstajajo zelo, bi rekli, kratkoročni in pa dolgoročni cilji, ki seveda se odpirajo in problemi, ki se odpirajo, nekateri se rečujejo že dolga leta. Seveda najbolj pereč problem je zagotavljanja službe, ki jo je dr. Martinez opravlja in to bo seveda prioriteta, kratkoročna prioriteta. Druga prioriteta bo seveda, da tudi ostali zdravstveni delavci, ki so pretreseni in seveda so zdaj ponovno revaluirali svojo pozicijo in svoje strahove. Ljudje me danes kličejo in prosijo seveda jutri, da bi želeli prosti dan, ker enostavno so bili soočeni. To je za nas verjetno nepredstavljivo. Jaz sem vseeno prišel operacijsko že pripravljeno, bi rekel, že na naštelj, ampak predstavljate si, da sredi vašega hodnika, kjerkoli, na televiziji, na radiju, dobite ustreljenega človeka in nekoga, ki s pištolo teče okoli. Si ne moramo niti predstavljati, kakšen je šok za tiste, ki so to doživeli, ali pa da moraš svojega kolega, ne vem, prijeti za srce in ga masirati. Tako da to so nepredstavljive razmere za vse nas. Tako da seveda srednjeročni aktivnosti bojo gotovi usmerjeni tako, kako povečati varnost in seveda kako zagotoviti, da bojo ti, ki delajo v zdravstvu, imeli občutek, da lahko svoje delo opravljajo v nekem varnem okolju, z nekom, ki seveda spoštuje njegovo delo, ker pričakuje od njega, da ga pozdravimo vso pravico seveda za to, ampak da mu omogoči, da tudi svoje delo seveda spodobno izvaja z vsemi možnimi časovnimi, kadrovskimi, prostorskimi normativi, seveda, ki temu pripadajo. Tako da, jaz mislim, na vseh teh treh področjih lahko pričakujemo pomoč ministra, ne nazadnje nekaj je bilo tu že ponujeno. Prvo, kar se tiče te pomoči glede urologov, bojo neki očitno ukrepi, ki bojo veljali za celo Slovenijo, glede varnosti, se tudi povsem strinjam, da so punkti v bolnišnici, ki zahtevajo neko dodatno varnost. Verjetno bi si želeli za vse absolutne varnosti, vemo, da ni, vendar včasih že neka dvig pozornosti ali pa nek občutek seveda je ne samo za tiste morebitne napadalce, ampak za tudi tiste, ki delajo, je pač seveda ta občutek varnosti pomemben, tako da ne smemo pozabiti niti na njih, ne samo v smislu preprečevanja, ampak tudi zagotavljamo komfort tistim, ki so sredi noči ob 3 zjutraj, ko imamo 2 mladi sestri in eno mlajšo zdravnico, kjer se pač znajde nekdo, ki je agresiven in seveda zmerja in prijema. To so realne stvari, to se dogaja, to ni nekaj, kar je v filmi, to je nekaj, s čimer se mi vsakodnevno soočamo. Skratka, ta občutek varnosti, da ukrepimo in seveda dolgoročno zato, da potem seveda naredimo neke oblike, mogoče bi rekel, jaz sem dostikrat rekel, neke svete, v katerih se bomo skupaj pogovarjali tisti, ki nudijo storitve. Mi se zdaj pogovarjamo z Ministrstvo za zavarovalnico, na drugi strani težko se pogovarjamo z partnerji, da bi rekli, recimo, ne sedimo na nekem forumu, bomo rekel, zdaj nimamo mi kam iti na nek forum, recimo obalni forum, namreč to bojo seveda najbolj trpeli obalni pacienti, kamor bi rekli, no zdaj pa je to naš skupni problem, nimamo urologa, kaj bomo naredili, ko vam meni ugotovijo jutri kamen na ledvice, ali po jutrišnjem mojem očetu raka na prostati, kaj bomo naredili, ker je to dejansko problem te regije. A zdaj bomo vse paciente poslali v Ljubljano, ali bomo poslali v Novo Gorico, ali zdaj v Maribor, seveda to rešitev ni. Kako bomo zagotovili enakomerno, seveda enakomerne storitve po celi Sloveniji. In te seveda so temeljne storitve, urološke storitve, to ni nek luksus, to je najpogostejši rak pri moškem, ne nazadnje, recimo rak prostate. Tako da tukaj je seveda še veliko tega, kako homogenizirati v bistvu po celi Sloveniji in če nekdo vstopi nek sistem, mora imeti enako dostopnost do vseh storitev, ne glede, ker je njegova vstopna točka. Se pravi, če jaz vstopim v Izolovo urološko ambulanto, moram imeti enake razmere, enake pogoje zdravljenja, kot če vstopim v klinični center. Tako. Za terciarne storitve so terciarni centri, za sekundarne storitev mora biti vstopna točka enaka posod. In to velja enako za tretiranje rakave bolezni. Vemo, da so recimo določene države imajo protokole, ker kadar vstopim in mi ugotovijo neke vrste patologije, je enak protokol zdravljenja po celi državi. Se pravi, jaz, če določenih teh korakov ne morem opraviti znotraj svoje bolnišnice, pač tega programa ne izvajam. In se pravi, če jaz nimam zagotovljenega dovolj kadra, dovolj seveda ultrazvoka ali česarkoli, pač ne morem vstopiti kot pacient ta sistem, ker me država ščiti, da vstopim v sistem samo v sistem, kjer mi zagotavlja najboljše možne pogoje. In seveda o tem se bo verjetno treba še pogovarjati. Gospod Nadin, zdaj niste oblikovali nekega glasnega, niste niti verjetno prišli tako daleč, da bi razmišljali o tem, da bi nek sistem ukrepov ga recimo uredili in predlagali ali ministrstvu ali pa recimo komarkoli, da bi to ukrepali. Ni to tako, se vam ni zdelo tako pomembno, tako, kaj iz tega nimate še tako? Ukrepov na področju
varovanja proti takim ekscesom, kot so, se ne tako strogim, ki je veliko, vsak dan so ljudje s psihičnimi težavami, so agresivneži, so to, kar ste omenjali. Poglejte, mi smo iluzorno živeli v prepričanju, da se nam kaj takega ne more v Sloveniji zgoditi. To ni povezano z nobeno racionalno odločitvijo, na podlagi katerega bi se proti temu lahko obranili. Dogajajo se, zmeraj pogosteje se dogajajo in to nas tudi opozarjajo zaposleni, razni manjši verbalni, posebno na področju urgence, kakor je tudi ministrica in ostali kolegi predlagali in se verjetno vsi strinjamo, da bo potrebno poostriti zadeve, ampak je nepojemljivo, ne pri nas, nikjer po svetu, da v specialistični ambulanti bi lahko nekdo kaj takega storil. Treba se je zavedati domino efekt, se v tistem trenutku, ko pride v bolnico, lahko pride v zdravstveni dom, lahko pride v vrtec, lahko pride v šolo, lahko pride bilo kam. Jaz bi rad tem trenutku se zahvalil vsem našim, ki so bili hitri, ki so nekako odreagirali. Izredno mi je žal za našega doktorja, ki je res bil en prospektivni kader, ki je obljubljal naši regiji in Sloveniji nasploh najnovejše metode zdravljenja, za kar smo nabavili tudi opremo in žal bo to nekako ta razvoj zastavil in bo ne samo naša regija, cela Slovenija to občutila. Bi se pa zahvalil tudi obema policistoma, ki ste nesebično, bi rekel, eden daroval svoje življenje, da je obranil zaposlene, kakor tudi deležnice, kakor tudi drugi, ki je prav tako ravnal in vsi trije so bili javni službenci in mislim, da si prav vsi trije enako zaslužijo enako pohvalo oziroma enako spoštovanje. Mogoče še kakšno vprašanje? Vprašanje za ministrico. Omenili ste, da boste družini malega zdravnika omogočali brezplačno otrokom, brezplačno šolanje in tako naprej. Me zanima, če to konkreten ukrep samo za ta primer, ali bo to še sistemski, ne vem kakorkoli, pa zanima me, na zadnje že tukaj bila žrtva tudi policist, enako, enako javno službenica, bo to ukrep za vse. Ja. Mi, kot veste, zaključujemo pripravo spremembe dopolnitve zakona o zdravstveni dejavnosti in bomo po vzoru, tako podobno kot ima policija, dali to kot predlog zakonske določbe, ker je treba imeti pravno podlago in bo to veljalo za vse v tovrstne primere, da se pač družini, predvsem pa mladoletnim otrokom, da v tem delu neko zaščito, neko možnost normalnega dela, izobraževanja, šolanja. Hvala, s tem nekako zaključujem. Hvala, da ste prišli in nasvidenje v boljši priložnosti.